Šutarjev zakon, ki ga je danes potrdila vlada, daje nekatere, ne nujno vse, nekatere odgovore, na kakšen način povečati varnost v družbi, na kakšen način napovedati boj proti kriminalu, ne proti katerikoli etnični skupini, niti ne proti Romom, proti kriminalu, na kakšen način zaščititi žrtve, predvsem nasilništva, in kako zaščititi mladoletne žrtve, tudi otroke mladoletnih mamic v celotni Republiki Sloveniji. Poleg sprememb nekaterih že obstoječih zakonov prinaša predlog pomembne dodatne ukrepe za učinkovitejše delovanje slovenske policije v primerih, ko je ogroženo življenje, zdravje, osebna varnost ljudi ali pa premoženje. Predlog sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika prinaša začasne ukrepe za učinkovitejši pregon nasilnih dejanj in večjo zaščito žrtev. Na prvo mesto bi postavil ukrep, ki se nanaša na zaščito mladoletnih mater in njihovih otrok. In sicer v predlogu zakona je zapisano, da ukolikor se pojavi mamica, ki je mlajša od 15 let, bo po novem CSD moral sodišču predložiti predlog za presojo o potrebnosti izdaje ukrepov za zaščito koristi otroka. Ima Šutarjev zakon še kar nekaj določb, ki se nanašajo na pravice otrok na eni strani in na drugi strani, kako preprečiti, da bi se nekateri posamezniki, ki serijsko kršijo zakonodajo, počutili nedotakljive. Razmere v Sloveniji, predvsem v jugovzhodni Sloveniji, zahtevajo takojšnje in hitro in učinkovito ukrepanje. In temu je tudi namenjen prav ta zakon. Kako čim hitreje odkriti orožje, zaseči orožje, kako čim hitreje zaščititi žrtev in kaznovati nasilneža in kako doseči, da se bodo tisti, ki prekrške ponavljajo, da bodo končno morali začeti za to tudi odgovarjati. Šutarjev zakon ni namenjen kaznovanju. Šutarjev zakon je namenjen preventivi.